Rusija, mesto Moskva, reka Kotlovka. Vode je zelo malo. Jasno je razvidno, da je rečno dno ravno. Ko voda dlje časa teče na enem mestu, nastane ravno dno. Voda naplavlja zelo strme bregove. Ne pozabite, da je dno ravno in vodoravno. Obala je skoraj navpična. Potopimo se v globino časa. Pojdimo v bližnjo preteklost. Celotna ravnina je nekdanje dno reke. Tam je sodobno dno. In to je starodavno rečno dno. Prej je tu teklo veliko vode. Voda je odnesla strmo brežino. Tako kot sodobna reka. Toda višina te starodavne obale je veliko večja. Pojdimo po dolgih stopnicah. Vrnimo se spet v preteklost. Na vrhu najdemo ravnino. Tudi tu je tekla voda. Voda je preplavila ravno dno in prerezala je strmi breg. Tu je tekla najstarejša voda. Pred koliko let je bilo to mesto rečno dno? Drevesa nam bodo povedala. To drevo je staro največ 200 let. Tu je veliko dreves podobne debeline. Ko v bližini raste veliko enako debelih dreves. To pomeni, da so ta drevesa rasla istočasno. Tukaj je še eno debelo staro drevo. In še več takih dreves. Drevesa ne rastejo v vodi. Ko se je območje izsušilo, so začela rasti drevesa. To pomeni, da je bila pred 200 leti tukaj voda. Potem pa je voda padla. Voda je padla nekaj metrov nižje. Nekdanje dno je postalo suho območje. Količina vode se je zmanjšala. In voda je začela naplavljati novo obalo. Tukaj je voda erodirala zemljo. Tukaj je novo dno. Voda je tu tekla dolgo in izpirala gladko ravno dno. Veliko in zelo ravno območje. Poglejte, kakšna drevesa rastejo tukaj. Mlada drevesa, stara največ 50 let. Vsa drevesa tukaj so tanka. Odraščali so pred kratkim. Ker drevesa ne rastejo v vodi. In tukaj imamo trenutni nivo vode. Vse, kar je ostalo od velike starodavne reke.